Zdaj, če gremo malo nazaj v definicijo jašike, kot ga poznajo Japonci, velikrat te anime, ta žanr enačijo z žanrom slice of life. Kaj bi rekla, da je razlika med slice of life in jašike, če primerjamo ta dva? Oziroma, ali je ena samo sopomenka drugemu ali pa nadpomenka? Ja, po moje v tahle jašike je zdosti slice of life, ne? Tako da mogoče je to neka podpomenka, I guess, je, da imamo slice of life, ampak del slice of life je pa jašike. Za jašike mora res biti to v bistvu te značilne barve, mirna glasba, zelo veliko ponavljanj, včasih tudi ni glasbe, ne? Prav je neka tišina in oni delajo in v bistvu padeš kot nek trans v bistvu, ne? Ja, jašike so znani po tem, da v primerjavi z večino gradiva Outer nima te tipične 3-aktne strukture, kjer imaš neko zasnovo, nek dramatični začetek, potem se nekako vse posede na sredini, na koncu je nek vrhunec. Ne? Ja. Medtem ko jašike nekako skušajo, vsaj definicija, kot jo poznajo Japonci, skušajo vse čas ohranjati neko isto valovno dolžino, nobenih večjih premikov, nobenih večjih frustracij. Eni predstavniki, ki so recimo bolj znani, so naprimer Eurocamp oziroma Laid Back Camp, kjer v bistvu punce samo kampirajo, the whole thing, Flying Witch, kar je v bistvu mogoče spet neka asociacija na Ghibli in na Kiki's Delivery Service, kjer v bistvu samo sledimo nekemu mondenemu življenju, v bistvu punce, ki je sicer čarovnica, ampak samo njen dejanski odziv na mondeno življenje. Sploh ni nobenih večjih frustracij oziroma večjih premikov v njenem življenju. Ne? In ja, bi sama rekla, da jašike, kot jih Japonci poznajo, imajo, mislim, se dejansko ta struktura uveljavlja, ali vidiš tudi sama v teh animeh kakšne druge premike mogoče? Mislim, da je ta struktura. Ja, v bistvu, če se kaj zgodi, tudi če je apokalipsa, v bistvu oni so tam bivajo. Stalno citiram pač ta anime, The Girl's Last Door, no. Ker v bistvu tam sta oni dve, mi vemo, da je bila apokalipsa, ampak ne vemo totalno nič, kako se je zgodila, neki hinti so. Zdaj se spomnim še ena anime, Hina Matsuri, ki v bistvu se gre od ene vesoljke, ki preleti na zemljo in tam je en Yakuza boss. Oh my god, res? Ja, in kako ona pri njemu živi, in ona raziskuje svet. Ta anime mi osebno zelo, zelo pomagal v enem takem težjem obdobju, ker tak res sproščujoč, smešen, ful. Ja, smešen je. Ja, zelo je powerful ta punca.